Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. V današnji oddaji lahko pozdraviva Andreja Tibauta z Univerze v Mariboru. Prosti Andrej, ki sem te v Ljubljano preselil. Živijo, Andrej. Lep pozdrav, Matjaž, lep pozdrav, Robert. No, Andrej je bil že v bistvu večkrat gost tega podcasta, tako da nas je že z Robijem večkrat rešil z pripravljenostjo povedati kakšno zadevo in tokrat, tako kot obljubljeno v eni izmed prejšnjih oddaj 5 minut, bomo govorili o BIM priročniku oziroma priročniku, ki ga je izdal IZS, ki ima sicer malo dolgo ime za moje pojme, ampak priročnik se glasi priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM pristopa za gradnje. To je iztočnica, Andrej, kakšna beseda takoj za začetek okoli tega priročnika, pa sledi jasno še vprašanje, cel kup jih malo najbolj zdravja. Ja, hvala za povabilo, čeprav sem želel, da se danes pridruži še kdo drug iz ekipe, ki je sodelovala pri pripravi tega priročnika. Pa mi to ni uspelo, zato sem danes z vama, kar sem tudi zelo vesel. Torej, priročnik je v bistvu nastal na pobudo Marka Žiberta iz Eleje, ki nas je pač na CBIM-u opozoril na to, da ima IZS razpis, kjer financira take manjše projekte, priprave različnih bodisi dokumentov, smernic, navodil, priročnikov. No in potem mislim, da na koncu je bila ta naša ideja, ta predlog, ena izmed 5, če se ne motim, ki se danes nahajajo na spletni strani IZS-ja in ki so bili potem dejansko tudi realizirali. Gre pa pretežno jasno seveda za gradbeniška področja, vse od geotehnike pa torej do informacijskega modeliranja gradenj. Znotraj CBIM-a smo potem sestavili eno ekipo. Bili so določeni pogoji, da mora to biti nekaj članov zbornice, nekaj ne nujno članov in se potem seveda prijavili in ideja je bila potrjena. Tukaj je bila vodja skupine Ksenija Marc z DRI-ja, ki je bila torej glavni prijavitelj, kolega dr. Samo Medved, Boštjan Štravs, ki je pokrival področje strojništva, jaz sem pokrival področje gradbene informatike, da rečem, Marko Žibert z Eleje, seveda področje tudi BIM-a in infrastrukture. Veliko dela sta opravila tudi, da rečem, pomočnika Gašper Grusk in Martin Lah, ki se tudi zaslužita navedbo na koncu v tem priročniku. Toliko mogoče za uvod. Kaj vas še zanima? To je šele začetek. Robi, boš ti začel z vprašanji ali jaz? Jaz bi najprej bi začel z enim vprašanjem, ki je mogoče čisto trivialno, pa mogoče niti ne tako relevantno, ampak mene pa zelo pomembno. Ne? Mene dejansko zanima, komu je ta priročnik namenjen. In zdaj pa, da malo pojasnimo ozadje. Zanima me zaradi tega, ker se mi zdi, da eno je navedeno, ampak priročnik potem malo izzveni v neko drugo smer. No. Saj, če povem iz uvoda, vem, da piše, ne, da služi vsem udeležencem pri investicijah, naročnikom, konzultantom, projektantom, izvajalcem, pa potem še naprej se razširi, da pač služi, da je namenjen vsem inženirjem in arhitektom, ki bi ne uporabljali BIM pristop. Ne. Ampak kljub temu, takih besedil bi lahko bilo več, ne, in me zanima, komu dejansko bi namenjen, za koga ste pripravljali ta priročnik? Ja, zdaj v bistvu tam na začetku v enem stavku piše, da je namenjen v bistvu investitorjem, ne, ki seveda razpolagajo z javnimi sredstvi, predvsem recimo investicije na področju torej grajenega okolja, jasno. Izhodišče torej so bili pa nekateri veliki projekti, ki se v zadnjih letih dogajajo v Sloveniji, kot je torej druga cev predora Karavanke, kjer sodeluje kar nekaj podjetij, iz katerih prihajajo soavtorji priročnika, tudi tale odsek železniške proge Maribor-Šentilj. Tako da
jaz moram reči, da namen je bil dober, da torej to ne bi bil le suhoparni prepisan, preveden priročnik iz raznih virov, ki jih vemo vsi veliko, ampak smo želeli izhajati iz neke potrebe, ki se je pojavila pri teh projektih, kjer investitor, torej država, pravzaprav ni imela nekih navodil, so bili pa projekti, razpisi kvazi takšni, da so zahtevali BIM, ampak od projekta do projekta seveda so te zahteve bile zelo, zelo različne in smo potem hoteli nekako dati tistim naročnikom neko navodilo, neke smernice, ki bi jih naj upoštevali. Zdaj pa seveda, ker takšnega priročnika predtem ni bilo, je jasno, da v takšen priročnik sodi določena količina nekega špeha, ki ga najdemo v vseh teh priročnikih, pa tu imam v bistvu v mislih recimo neke definicije nekih kratic, ki se jim tukaj ne moreš izogniti in tako naprej. Želja je bila pa tudi priročnik na koncu objaviti z enim vzorcem projektne naloge, torej z eno predlogo, ki bi dejansko služila investitorju na način, da vzame tisto predlogo v roke, na nek način izpolni, za referenco pri tem izpolnjevanju ali pa definiranju zahtev za BIM pristop v svojem projektu, pa bi se potem kot referenco uporabil ta priročnik. Zdaj jaz moram odkrito povedati, da se potem predloga, torej te projektne naloge ni zgodila. Rok je bil tak, za izdelavo priročnika je bil takšen, kot je bil, in v tem roku pač naša ekipa tudi zaradi tega, ker se na koncu izkaže, da vedno tak priročnik postane daljši, kot v začetku misliš, in smo se potem omejili na to, da naredimo kvalitetno ta del, da pa je seveda še čas in prostor, da se v kakšni naslednji iteraciji tega priročnika naredi tudi tale predloga projektne naloge, to bi bila pa pika na i k temu BIM priročniku. Ja, v bistvu mislim, da si že odgovoril skoraj tudi na moje naslednji komentar oziroma tudi konec vprašanje, ker mislim, da so tudi v petek nekako omenjali, da pač želja bi bila, da recimo tak dokument postane bolj živ, kjer bi se ga redno obnavljali, dodajali, popravljali koncev tudi. In jasno, tako kot si že omenil, ta template oziroma predloga za pripravo takšnih projektov je morda res tisti, recimo, da morda manjka, saj iz mojega vidika bi si vsekakor želel nekaj takšnega imeti, ker bodimo pošteni, najbrž te stvari izgledajo danes tako, da se stvari pogoogla, se najde nek tak template na internetu in potem se to bolj manj spravi v življenje v Sloveniji. Ker ni morda najboljš, je pa mislim, da je skoraj ustaljena praksa. Dokler jasno ne naredi firma nekih svojih takšnih projektov, kjer se potem te stvari že nauči in razvije svoj template konec koncev. Ja, se strinjam, Matevž. Jaz mislim, da nam torej uspelo nekaj vmes. Zdaj, malo bom za primerjavo se poslužil naše južne sosede, to je Hrvaške. Hrvati so recimo pred nami, da tako rečem, Slovenci, izdali tudi svoj BIM priročnik, ki so ga objavili v lanskem letu na eni konferenci v Opatiji. Tisti BIM priročnik sem jaz tudi pogledal. Tam gre dejansko za prevode tega področja iz nekih drugih obstoječih virov, iz angleških virov in tako dalje. Mi smo želeli v bistvu iti čez ta minimalni pristop. Zato v tem našem priročniku dejansko lahko najdemo tudi nekatere vsebine, ki so vezane na slovensko okolje in izkušnje, ki so jih pač slovenska podjetja
imela skozi te projekte, omenil sem Karavanke in železniško proko Maribor-Šentilj. Kaj imam v mislih? Recimo, en tak lep primer je poglavje 5, kjer imamo organizacijo BIM procesa, pa imamo tukaj opredeljene vloge in odgovornosti v BIM procesu, torej kadre. No in tukaj se spomnim, smo na enem sestanku pripravljalnem kar dolgo debatirali o tem, da moramo v shemi, ki je tam na sliki 1, ker zelo biti občutljivi do tradicionalnih projektantskih vlog, torej projektnih vlog in ta novih vlog in novih kadrov, ki se pojavljajo in vežejo na BIM pristop. Seveda, zdaj v vsej obstoječi literaturi, recimo, če pogledamo, vidimo potem dejansko pri enem BIM projektu samo tisto BIM kadrovsko strukturo, kjer je na vrhu nek BIM manager, BIM konzultant. Nihče se pa ne vpraša, kako bo ta nek na spodnjem nivoju projektant, ki ima BIM znanja, komuniciral z navadnim projektantom, ki je bodisi starejšega emšota, je pa zelo koristen in bogat z znanjem. Ima pa zraven mlajšega kolega, ki seveda ima neprimerljivo manj izkušenj izvedenih projektov in pa tudi ima pa neke veščine sodobne in BIM znanja, ki jih starejši nima. Torej, kako bosta ta dva sodelovala? Tu smo zelo z občutkom lotili definicije teh nazivov. Torej, zato na dnu te skice vidimo, da imamo naziv ne bimovski in pa bimovski, ki sta enak, torej projektant in projektant. Nismo želeli povedati, da je to BIM projektant, ker čim ta dva človeka sedita v enem istem prostoru, takoj pride do neke težave. Torej, smo poskušali vseeno aplicirati nekako smo delali ta priročnik z občutkom za situacijo med slovenskimi projektanti oziroma slovenskimi podjetji. V tem smislu mislim, da smo naredili dobro delo. No, jaz osebno mislim, da je delo zelo pomembno že stališča definicije nekega področja pa opredelitve pojmov, ker se mi zdi, da je to prvi tak dokument, ki jasno opredeljuje vsaj večino pojmov, nekaj se mi zdi, da je zelo narodno pripravljenih. In z tega stališča se mi zdi, da definitivno, da se naredi dobro delo. Sploh se mi zdi tista definicija razvoja modelov, se mi zdi super, tista stopnja razvitosti modela, ker bolj nazorno sploh ne bi mogel prikazati. Tako da z tega stališča res nimam pripomb. So pa druge take narodne stvari, od raznih ciljev pa tak naprej. Sem pa hotel en korak nazaj stopiti pa reči, vse si pojasno, kak je bil namen priprave priročnika, pa komu je bil dejansko namenjen, ampak meni se zdi, da bi pa mogoče vseeno bilo treba pogledati tudi tiste uporabnike, ki želijo pristopiti k enemu takemu BIM-u, pa so mogoče malo manjši, tudi mi, da so jih dosti gostila na najnem podcastu. Za njih pa ta priročnik, v bistvu razen tega uvodnega dela, pa tega špeha, kot si sam rekel, ne prinaša nič kaj dobro, mislim, nič kaj uporabnega, vsaj v tem trenutku ne. A so kaki plani, da se bo to kaj spremenilo, ali bo to res tak živ dokument, kot Matevž omenja, ali sem jaz mogoče kaj zgrešil? Ker dopuščam možnost, da sem zgrešil, jaz samo sprašujem. Ja, torej ta dokument, ta BIM priročnik je potrebno razumeti v enem širšem kontekstu in sicer, če omenim še drug, zelo pomemben, morda še pomembnejši dokument, torej zagotovo pomembnejši, to je v bistvu akcijski načrt za v bistvu digitalizacijo na področju grajenega okolja, ki ga je v bistvu v lanskem letu, katerega izdelavo je naročil MGRT. Ta dokument je bil izveden tudi z večinskim sodelovanjem članov SIBIM-a, kjer se seveda potem omenja tale BIM priročnik kot eden izmed korakov k digitalizaciji torej grajenega okolja. In jasno, tam je opredeljena, v tem akcijskem načrtu so opredeljene akcije časovno, ki se vključujejo tudi ta BIM priročnik, ne seveda v detajlih, kot kaj bo vsebovala naslednja verzija in tako naprej,
ampak kdo vse bi moral sodelovati, recimo pri implementaciji BIM-a, tudi skozi ta priročnik in tako naprej, katere standarde, ki jih mi v priročniku omenjamo, na katere se sklicujemo, je potrebno spremljati in tako naprej. Torej, zagotovo je okoli tega BIM priročnika en širši oblak, en širši kontekst. V tem smislu je to dejansko en dokument, dolg 36 strani, ta BIM priročnik, ki pa sam zase seveda stvari ne bo in ne more spremeniti. Recimo, jaz z veseljem to uporabljam tudi v pedagoškem procesu, ker se mi zdi to skoraj da nujno čtivo tudi za naše študente, ki jih to področje zanima, ker v nekih delih je ta BIM priročnik, kot da bereš učbenik, tudi. No, vse to mislim, da je tudi, recimo, v bistvu se strinjamo pač to s to razlago, da je pač verjetno to en izmed pač serije dokumentov na to temo in podobno in morda kakšne teme, ki so bolj poglobljene. In vsekakor se strinjam tudi s tem, da v bistvu dejansko se v določenih momentih se bere kot neko tako čtivo, ki daje neko dosti široko sliko, kaj BIM je, kaj BIM proces je in kako se tega načeloma ne bi lotevali. Se pravi, da je edina moja takšna stvar, ki jo lahko recimo pogrešam, je to, kar sem že omenil, da je pač ustane nekje na tem na želji, da bi bil še kaj več, ampak nažalost v tem trenutku še ni. Tako da, ne vem, Robi si rekel, da jaz pravim, da uživ dokumentov je v bistvu bolj moja želja. Tako da morda sam še ena zadeva, ki me je morda malo zmotila. Zdaj pa se strinjamo, lahko debatiramo o tem, kako je BIM proces pomemben za velike projekte, ampak tukaj zanimivo je v bistvu, da taka dva projekta, ki sta bila tukaj nekako izpeljan oziroma sta podajala neke smernice za tudi pripravo tega priročnika, sta oba pač infrastrukturne narave, en železnica, drug predor, da v tisti klasični, recimo visokogradni, kjer pa recimo, da te BIM-ovske zadeve pa IFC delajo že vrsto let, precej dobro, pa ni bilo nekako govora prav eksplicitno oziroma pač ali nimamo takšnih projektov v Sloveniji, s katerimi bi se lahko hvalili, pa imamo predvsem takšne infrastrukturne. No, jaz mislim, da BIM priročnik v ničemer v vsebinskem smislu ne preferira torej tega nekako svojega izvora, da smo črpali izkušnje iz teh dveh velikih infrastrukturnih projektov. Smo črpali tudi iz visokogradniških, že lahko povem, recimo, da so akterji tega BIM priročnika bili vključeni tudi v projektiranje z BIM pristopom IKEA v Ljubljani, ampak v tistem trenutku, v tistem obdobju, ko je BIM priročnik nastajal, tisti, ki so bili vključeni, so bili pod klauzulo, da ne smejo o tem govoriti, zato tudi ni smelo biti nič od tega tukaj navedeno. Tako da, v bistvu, če pogledamo, dejansko lahko rečemo, da je vsebina nevtralna, da ni vezana ne na infrastrukturo, izrecno, ne izrecno samo na visokogradniške projekte, ker recimo tukaj se ne ukvarjamo z detajli kot da recimo IFC standarda zapisa, oziroma serializacijo BIM modela dejansko potrebujemo IFC 5.0, ki ga še ni, ker bo infrastruktura dejansko vključena. Tako da smo zato želeli biti v bistvu neutralni. Pri recimo, če vzamemo drugo cel Karavanke, tukaj kolegi iz LE recimo vedo, da sami pravzaprav pomagajo Building Smartu pri definiciji nekaterih elementov, ki jih tunelogradnja pozna, jih pa ni mogoče zapisati z obstoječo verzijo IFC standarda. Od teh specifik ali podrobnosti smo se tukaj dejansko dvignili nad to, da ne zaidemo.
Ja, se to ni bila kritika, v bistvu to, da smatram, da je to v bistvu nagnjeno v eno ali pa drugo smer, to sploh ne. Ampak pač opaska samo, ne. Je pa super, da si lahko to razložil in jaz nisem vedel, da zdaj načeloma lahko o tem. Ker včasih smo to pod nevednicem rekli veliki trgovski center. Ali kako je bilo to? Ja. Zdaj, jaz mislim, da ni nobena skrivnost, da investitor IKEA seveda je od štarta zahteval uporabo BIM pristopa v projektu. Ne glede na to, ali v Sloveniji kakšen BIM priročnik obstaja ali ne. To je bila zahteva investitorja za seveda, da lahko bolj učinkovito spremljajo sam potek izvedbe projekta. Ja, sej, to pa pridemo itak do čistenih drugih vprašanj. Ampak jaz bi mogoče zaključil, da ne bomo predolgi, zdaj pa preveč besed zgubljali na tem dokumentu, pa bi samo vprašal, ali so kakšni plani za naprej, se bodo dodale te predloge, ki zdaj pač niso našle mesta v priročniku, ali je to zaenkrat to, pa se čaka na več izkušenj? Jaz mislim, da v bistvu dinamiko vseh teh dokumentov, torej tega BIM priročnika in tudi kakih drugih na to temo, ki bodo še nastali, diktira zdaj tale akcijski načrt, ki je v domeni Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ambicija sedanje vlade je bila, da se v bistvu sprejme tale akcijski načrt, potrdi na vladi, in če se to torej potrdi, potem seveda, kar je bilo pravzaprav izvedeno, ne, potem se bi dejansko tisto v prihodnjih vladah moral ta akcijski načrt uresničevati. Mi smo tam predvideli eno časovno okno do leta 2023, ko bi moralo biti narejeno pravzaprav vse, ne, kar Slovenija še mora na tem področju narediti. In v tem sklopu zagotovo bo ta priročnik doživel kakšno prenovo, ker v tem akcijskem načrtu je tudi IZS pa v bistvu ZAPS sta v bistvu kot pomembna akterja navedena. Tudi seveda so zato lahko predvidena nekatera sredstva in pod neko tako, torej če imamo neki taki leitmotiv, kot je ta akcijski načrt, potem seveda mislim, da ne bi smel biti problem, da se vsi ti ljudje sedejo za isto mizo in definirajo seveda tudi nadgradnjo tega priročnika. Morda sam še za konec eno vprašanje. Zdaj, ta priročnik je relativno svež, javno objavljen. Imaš morda že kakšne povratne informacije, kako je bilo to sprejeto tudi širše, ne samo tem, kar smo midva z Robijem pokomentirala? Nimam teh povratnih informacij, verjetno bi bilo dobro vprašati IZS. Torej, oni imajo to objavljeno na spletni strani, ne vem, ali beležijo recimo, koliko ljudi je to snelo, ne, sam osebno sem tudi snel to verzijo iz spletne strani IZS. Smo že trije najbrž, ne? Ja, to bi bil en zanimiv podatek, ne, kakšen interes je za tem priročnikom, morda tudi v primerjavi z ostalimi, ki so tam bili objavljeni v sklopu tega razpisa. Bi bilo pa zelo fajn, da v kakšno prihodnjo oddajo povabita tudi koga iz IZS-ja, ker se mi zdi, da nam v bistvu ta njihov vidik morda zdaj tukaj manjka, ne. Torej, priročnik je izdelan, namenjen ne samo njihovim članom, torej ni zaprt, ampak je javno dostopen. Ampak kakšen pa bo od tu naprej pristop in obravnava IZS-ja do tega priročnika, pa seveda mene tudi zelo zanima, ker kot rečeno, ne, bi bilo potrebno že danes razmišljati o tej smiselni dopolnitvi, s katero se vsi strinjamo, ne, da bi bil ta priročnik potem zares uporaben. Andrej, mislim, da to Robi prosti, ker sem te prekinil, ampak čutim v bistvu tak izziv si nama postavil zdaj, ne. Jaz mislim, da ga lahko z veseljem sprejmeva, je pa res, da sem IZS
sva skozi BIM pogovore že kontaktirala, ampak pač zaradi časovnih okvirjev v bistvu priprave tega podcasta oziroma te oddaje trenutno še nismo uspeli narediti enega tazga pogovora, je pa sigurno v planu za eno izmed prihodnih oddaj. Ja, jaz sem tudi hotel komentirati, da so se trudili, oziroma predvsem se je trudili dobiti sogovornika tudi iz IZS, ampak ni uspel, ker je to pač malo večji sistem, pa še iščejo pravega sogovornika. Jaz sem prav povedal. Ja, ampak to pač ne govori. Kot rečeno, bolj manj je zaradi časovnih okvirjev, recimo to, da naredimo najprej en tak pogovor s sami avtorji, vsekakor se pa strinjam, da je pač bilo primerno, še posebej na recimo neke moje ideje ali pa naše ideje skupne, da bi bilo dobro, da se ta zadeva obnavlja, da se dopolnjuje. Dobiti tudi informacijo iz strani IZS-ja, ki je bil pač naročnik bolj ali manj, pa tudi konec koncev izdajatelj tega priročnika, pač njihovo videnje in morda zvemo tudi njihove načrte s takšnim priročnikom oziroma priročniki, ki so jih izdajali v preteklosti, pa tudi tistimi, ki jih šele bodo, ne? Jaz mislim, da bi lahko za tole oddaja s tem pač samim pogovorom na temo BIM priročnika zaključili. Mislim, da smo ene stvari povedali, 1001 še verjetno ne. Bo pa zanimivo, kako bo skozi čas ta BIM priročnik zaživel oziroma kakšne bodo dejansko informacije iz prakse, od tistih, ki naj bi ta priročnik uporabljali oziroma katerim je sploh namenjen. Tako da bi jaz predlagal, da gremo kar na priporočila, ampak jaz sem si dovolil ta priporočila za danes kar poenotiti, tako da bomo kar 3 in isto priporočilo in jasno poslušalci lahko zdaj 3 sekunde ugibajo, kaj to je. Ok, ste najbolj že uganali. To je vsekakor pač priporočilo, da greste na spletno stran IZS-ja in prenesete priročnik, o katerem je bilo danes govora. Vsekakor bolj povezava na priročnik tudi v zapiskih. Tako da mislim, da je to. Andrej, imaš slučajno še ti kaj takšnega pripravljenega ali bomo ostali pri priročniku za danes? Mislim, da lahko, da je dokument pomemben, da si da ni potrebno ga postaviti v neko konkurenčno pozicijo in omenjati še kakšnih drugih virov danes. Ne? Ja, v bistvu mislim, da bo treba tudi, tudi na fakultetah, med študenti, tudi predvsem višjih letnikov narediti močne reklame za to, ker mislim, da je to namenjeno tudi lahko njim. Ne? Tako kot si že Andrej enkrat omenil danes. Mislim, da smo pri koncu te oddaje. Andrej, v bistvu najlepša hvala, da si vzel čas in najo v bistvu recimo razpravo delno iz časovne zagate priprave te oddaje. Tako da vem, da si majčkeno bil poškodovan v bistvu in upam, da se čim prej vrneš polno para nazaj. Za danes je pa mislim, da je to vse. Andrej, kje te pa lahko poslušalci najde na internetu, zato da te kaj poprašajo o BIM priročniku? Ja, na mojem e-mail naslovu, tudi na Twitterju sem občasno aktivn. Bomo polinkali to. Robi? Ja, jaz sem še na robert@klinc.net. Me je pa celo kontaktiral en poslušalec na LinkedInu, tako da me lahko najdete tudi na LinkedInu ali pa kjerkoli vam Google pokaže, da se bom oglasil, tam se bom najverjetneje oglasil. Enako velja tudi zame. matevždolenc.com, vsekako spletna stran, kjer boste potem našli tudi pač povezave na razne kanale. Sicer za BIM pogovori še vedno na spletu, Facebooku, Twitterju in YouTubeu, kjer po novem štetju imamo kar nekaj več naročenih, tako da bi morda apel vsem tistim, ki poslušajo BIM pogovore, da se tudi naročijo na BIM pogovore učinkovit. Tako da, ampak za konec, Andrej, še enkrat najlepša hvala za besede o BIM priročniku, predvsem tudi to, da ste načeloma pripravili dokument, ki služi svojemu namenu, vsaj zgleda tako, ne? In upam, da bomo o teh in podobnih priročnikih lahko v prihodnje še govorili. Ja, sem pripričan, da bomo in seveda hvala lepa tudi vam še enkrat za povabilo.
No, to je pa tudi vse, tako da Andrej in Robi, adijo. Adijo. Ja.